Marec je mesec ozaveščanja o raku debelega črevesa in danke. Program Svit je od uvedbe rešil marsikatero življenje. Za dober razplet pa je ključno pravočasno odkrivanje. Kako ga pravočasno odkriti in na kaj biti pozoren, smo vprašali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot uspešen primer prakse pa predstavljamo društvo Korak.si. V Sloveniji približno 1300 ljudi na leto izve za diagnozo raka debelega črevesa in danke. Po pogostosti se uvršča na 5. mesto. Sodelovanje v programu Svit je brezplačno. Imamo pa v Sloveniji prednost, da imamo organiziran presejalni program za raka debelega črevesa in danke, kjer s pomočjo testa na skrito krvavitev ugotavljamo, ali morda imamo predrakave spremembe ali pa že morda raka. Prvi simptomi raka črevesa in danke so lahko precej neznačilni, a če ga odkrijemo dovolj zgodaj, je lahko dobro ozdravljiv, zato je preventiva ključna. Izreže se ta del črevesa in običajno niti dodatno zdravljenje ni potrebno. Če raka ne odkrijemo, raste naprej, lahko ne da bi delal težave, zraste v večjega in potem v še večjega. K sodelovanju so povabljeni posamezniki med 50 in 74 letom starosti, ki se lahko na vsaki 2 leti odzovejo povabilu. Ko damo izjavo, da želimo sodelovati, dobimo nazaj po pošti komplet 2 tulcev za odvzem vzorca blata. Zraven so priložena tudi pisna navodila. Pogosteje sicer zbolevajo moški, vendar se na program prijavi več žensk kot moških. Moški ponavadi težje pomislijo, da bi šlo za raka, vendar se odstotek odzivanja precej razlikuje. V Mestni občini Ljubljana, zanimivo, smo slabši od slovenskega povprečja. V nekaterih občinah je pa ta odzivnost že preko 70% za oba spola skupaj in se ponekod tudi že približuje 80%, kar je zelo dobro. Zelo dobro pa gre društvu Korak.si na Goriškem, saj so na področju ozaveščanja zelo uspešni. Na Goriškem smo uspešni zato, ker zelo veliko delamo, tudi nevladni sektor, tudi zdravstveni sistem. Delamo veliko na promociji zdravja, na pismenosti, trudimo se tudi razširiti nekako zdravstveno pismenost, da rečemo, med populacijo in da se ljudje udeležujejo presejalnih programov. Pomembno pa je tudi, kakšen življenjski stil imamo. Rak ni smrtna obsodba, pravi predsednik društva Korak.si, ki optimistično verjame, da rak v 10 letih ne bo več smrtna bolezen.